Papež Frančišek je 26. januarja v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil večernice ob sklepu tedna molitvene osmine za edinost kristjanov. Poudaril je, da se je v prizadevanju za polno edinost kristjanov treba ustaviti in drug drugemu prisluhniti. Spomnil se je tudi mučencev, ki so preganjani in ubiti zgolj zato, ker so kristjani. V baziliki svetega Pavla zunaj obzidja so se zbrali tudi predstavniki drugih cerkva in cerkvenih skupnosti, ki so skupaj molili na grobu svetega Pavla. Papež je v nagovoru poudaril, da se lahko številne nasprotja, podedovanje iz preteklosti preraste, če opustimo vsako polemično in apostolsko držo ter skupaj iščemo globlje razumevanje tega, kar nas povezuje. Prepričani smo, da do edinosti kristjanov ne bo prišlo s prefinjenimi teološkimi razpravami, v katerih bo vsak skušal prepričati drugega o utemeljenosti lastnih mnenj. Priznati moramo, da za dosego globine Božje skrivnosti potrebujemo drug drugega. Treba se je srečati in soočiti pod vodstvom Svetega Duha, ki usklajuje različnost in prerašča spore, je dejal papež Frančišek. Ob zgodbi o Samarijanki, ki jo je Jezus prosil, naj mu da piti, je papež dejal, da danes obstaja množica utrujenih in žejnih ljudi, ki nas kristjane prosijo, naj jim damo piti. Tej prošnji se ne moremo izogniti. Poklicanost biti evangelizatorji je skupna točka sodelovanja cerkva in cerkvenih skupnosti. Da pa bi lahko učinkovito opravili to nalogo, se je potrebno izogniti zapiranju v lastne posebnosti in ekskluzivizem, kakor tudi vsiljevanju enotnosti po čisto človeških načrtih. Skupno prizadevanje za oznanjevanje evangelija omogoča preraščanje prozelitizma in skušnjavo tekmovalnosti. Vsi smo namreč v službi enega in istega evangelija, je še dejal papež in spomnil na današnje mučence, ki so preganjani, ubiti zgolj zato, ker so kristjani. Preganjavci kristjane ne razlikujejo glede na različne veroizpovedi. Preganjajo jih, ker so kristjani in to je ekumenizem krvi, je še dejal papež.